Danes v Pomurskem dnevniku primerjalnik cen osnovnih živil. Brezplačna uporaba vlakov ob dnevu mobilnosti. Enkrat več nezakonitih prehodov kot lani. 24. svetovno balonarsko prvenstvo. Vreme, jutri bo delno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo primerjalnik osnovnih živil. Ministrica Irena Šinko je dejala, da primerjalnik omogoča spremljanje in primerjavo maloprodajnih cen, porekla in kakovosti. Glavni namen je informiranje potrošnikov in ohraniti kupno moč slovenskega prebivalstva. Posledice obdobja zaostrenih razmer najbolj občutijo potrošniki pri zvišanju cen na različnih področjih. Hrana kot osnovna življenjska dobrina je postala še bolj cenjena, dragocena ter na žalost tudi dražja. Rast cene hrane je neposredno povezana z rastjo cen goriv, elektrike, surovin in reprodukcijskega materiala. V zadnjih tednih smo se predstavniki vlade pogovarjali oziroma vodili dialog z vsemi deležniki v verigi preskrbe s hrano, tako z kmeti, z predelovalno industrijo, kot tudi z trgovci. In sicer zavedamo se težkih razmer, s katerimi se soočajo vsi deležniki v verigi preskrbe z hrano. Zato ne smemo pozabiti nobenega segmenta, da bi kakorkoli izpustili in se ves čas dejansko skrbimo za to, da najdemo rešitve za vse deležnike. Ena glavnih prioritetnih nalog vlade je bila, da zaščiti potrošnika tudi na področju zmanjšanja njegove kupne moči. Cilj naših ukrepov so predvsem trije. Prvi cilj je, da želimo zaščititi gospodinjstva. Gospodinjstva se na eni strani soočajo z visokimi cenami hrane, po drugi strani pa se njim zmanjšuje kupna moč zaradi inflacije. Potem drugi cilj je nekako, da želimo zagotoviti preskrbo in oskrbo za hrano celotno prebivalstvo Republike Slovenije. In tretji cilj je, da želimo dejansko porazdeliti breme draginje po celotni verigi. Številne že sprejete ukrepe je tako potrebno umestiti v širši segment zaščite potrošnika, predvsem pa najbolj ranljivi segment naše družbe. Dodaten ukrep, ki ga danes predstavljamo, je tako imenovana mehka regulacija in sicer, kot smo že napovedali, bomo spremljali cene osnovnih živil. Ministrstvo je julija letos objavilo javno naročilo, v okviru katerega je izbralo podjetje April 8. To je v skladu s pogodbo septembra izvedlo prvi popis cen 15 oziroma še dodatnih 5, skupaj 20 skupin izdelkov pri 6 trgovcih. Na ta način bodo potrošniki dobili jasen pregled, na podlagi katerega se bodo lahko odločili za nakup posameznega proizvoda. Ali je ta ukrep mehke regulacije dovolj, da bomo lahko brzdali cene, bomo videli čez nekaj časa in takrat bomo potem se odločili, ali bo potrebno sprejeti še kakšne ukrepe. Izvajalec April 8 je v sodelovanju z ministrstvom vzpostavil spletni primerjalnik, ki bo na enem mestu nudil informacije o ponudbi ter primerjavo maloprodajnih cen, porekla in kakovosti znotraj košarice med trgovci. Primerjalnik je od danes naprej objavljen na spletni strani Naša superhrana in na vladni spletni strani pod zavihkom Draginja. Ta teden poteka Evropski teden mobilnosti, v okviru katerega bo tudi dan brezplačnega prevoza z vlakom. 21. Evropski teden mobilnosti nosi slogan Trajnostno povezani in spodbuja alternativne oblike prevoza, pri čemer pa sta v ospredju hoja in kolesarjenje. Ministrstvo je v povezavi s Slovenskimi železnicami naznanilo brezplačen prevoz v notranjem železniškem prometu v četrtek 22. septembra ter sporočilo, da se je v primerjavi z lanskim letom okrepila uporaba javnega potniškega prometa. Prisotne je nagovoril minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Z velikim veseljem opažam pozitiven trend v Sloveniji k uporabi trajnostne mobilnosti. Predvsem pa, da se število kilometrov, ki jih upravljamo na trajnostni način, večajo, da se zmanjšajo in se zmanjšujejo število kilometrov, ki jih upravljamo z avtomobilom na fosilna goriva
in to je namen in tudi poslanstvo našega ministrstva. Državna sekretarka za področje prometa Alenka Bratušek je prav tako pozdravila sodelovanje s Slovenskimi železnicami, se meni, da se še vedno veliko ljudi vozi z avtom. V 2/3 teh voženj smo v avtomobilu sami. Se pravi, se v avtomobilu pelje samo eden. In 50% teh voženj je krajših od 2 kilometrov. Vse to so številke, ki govorijo o tem, da je še kar nekaj možnosti za izboljšavo. Tako da še enkrat povabimo ljudi, da v četrtek probajo, kako se je peljati s temi lepimi novimi vlaki, potem pa v nadaljevanju naj to postane tudi navada. Policija je v prvih 8 mesecih letos obravnavala več kot 11.000 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za skoraj 93% več kot enako v lanskem obdobju. Kot je razvidno iz policijske statistike, je med njimi še naprej največ prebežnikov iz Afganistana, Bangladeša in Pakistana. Največji pritisk nezakonitih prečkanj meje še naprej beležijo na območju koprske policijske uprave, kjer so zabeležili skoraj polovico vseh primerov. Opazna pa je rast števila še na območju novomeške policijske uprave, kjer beležijo skoraj tretjino vseh primerov. Na območju policijske uprave Murska Sobota se je sicer število nezakonitih prehodov meje nekoliko zmanjšalo. V prvih 8 mesecih letošnjega leta so jih pomurski policisti zabeležili 177. Več dela pa so imeli mariborski policisti, saj je mejo nezakonito prečkalo skoraj 1500 tujcev, lani v istem obdobju pa manj kot 1000. Število obravnavanih izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za skoraj 3-krat. Predvsem gre za izrazito povečanje števila državljanov Afganistana, ki se nadaljuje iz lanskega leta. Sicer pa so obravnavali tudi okoli 6800 vlog za začasno zaščito, od katerih so bile skoraj vse sprejete od državljanov Ukrajine. Nad Prekmursko ravnico se zadnje dni vsako jutro dvigne več kot 130 balonov. Poteka namreč 24. svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, ki je v Mursko Soboto privabilo kar 105 tekmovalnih ekip iz vsega sveta. Dih jemajoči prizori vsak dan navdušujejo obiskovalce, z izvedbo prvenstva pa so zadovoljni tudi tekmovalci in organizatorji. Ja, prvi dni so bili malce deževni, zdaj se je končno pokazalo sonce in nebo, kot vidite, svetlo, čisto. Moram povedati, da smo z organizacijo in samo izvedbo zelo zadovoljni. Glede na to, koliko sem lahko govoril z tekmovalci, so zelo zadovoljni z logistiko, kajti pomembno je, da tekmovalci čim prej in čim hitreje najlažje pridejo na letališče oziroma na vzletno mesto, tako da bi ob tem tudi se opravičil vsem obiskovalcem, ki nekoliko nergajo, ker včasih pač moramo zapreti cesto, da lahko tekmovalci varno pridejo sem. Tekmovalne ekipe se sicer na letališču vsak dan zberejo že ob 5. uri zjutraj, da se jim dodelijo naloge, ki jih morajo opraviti v tistem dnevu, poletijo pa okrog 7. ure. Danes na primer so imeli nalogo Lisica, to je, da poddirektor tekmovanja zleti z balonom in kje pač pristane, tam morajo tekmovalci odvrči markerje, kajti to je fly in. Potem je pa še imel tudi valček. V poletu pa ne uživajo samo tekmovalci, na voljo so tudi komercialni poleti za obiskovalce ter fiesta baloni različnih oblik. Organizatorji pa so pripravili tudi pester spremljevalni program. Ja, za četrtek zvečer okrog 7:30 nekje oziroma 7:30 smo ponovno pripravili tako imenovani night glow oziroma nočna iluminacija toplozračnih balonov. Videti več kot 130 pisanih balonov na nebu je nepozabno doživetje. Vsi obiskovalci zato še do četrtka vabljeni, da si jih pogledate. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s povprečnimi temperaturami okrog 15 stopinj. Opoldne smo tako v Krajinskem parku Goričko, Radencih in Murski Soboti namerili 15, v Lendavi pa 17 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno. Predvsem na vzhodu bo občasno nekaj več oblačnosti. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.
Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji v Mariboru in Murski Soboti okrog 6, dnevne pa od 16 do 18 stopinj Celzija. V četrtek se bo nadaljevalo sončno vreme. Popoldne bo nastajala kopasta oblačnost. Na severovzhodu bo možna kakšna ploha. V petek bo še večinoma sončno, predvsem na zahodu bo lahko nekaj več oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 4 do 6, čez dan pa okoli 18 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij in o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.